Veš ono, ko se pogovarjata James Harden pa Luka Dončić, pa vpraša James Harden, kam greš? Pravi Luka, kako to misliš? Ja, zdaj je konec. Ne, ja še nisem konec. Zakaj? Ne, ja, zdaj je končnica, konec, ne, greš v Slovenijo. Kdaj greš v Slovenijo, me zanima. Ne grem še zdaj v Slovenijo, zdaj grem prvo v Oklahomo, kolege pozdraviti, pa bomo videli, kaj bo, zakaj vprašaš. Nisem se javil že od serije proti LA Clippersom, ne. In prepričljivo na koncu 4-2, na koncu se je res zdelo prepričljivo in zdaj v bistvu pride mogoče močnejši test ali pa malo bolj resen proti Oklahomi, kje pa spet pričakujem, da bojo pri Dallasu zmagali. Zakaj? Bomo se tega dotaknili v nadaljevanju. Me pa zanima, kaj vi menite o tem. Zgodilo se je marsikaj vmes. Dallas je podaljšal Jasona Kidda. Luka igra več kot očitno poškodovan. Bil je vmes bolan, ampak večja skrb je to, da kolena mu konkretno nagaja. Irving je v super formi. OKC gre na Dallas 4-0. Ne, 4-0 so oni odpihnili zadnje nasprotnike, tako da so dlje počivali, medtem ko Dallas je malenkost dlje utrujen in spet ima OKC prednost domačega terena. Tako da so zdaj kar 4 vprašanja, ki me vaša mnenja spodaj v komentarjih zanimajo, kako in kaj. Ne? In valjda, če ste tukaj vnovič ali pa celo prvič, evo, vas lepo povabim, da se naročite na moj kanal za dodatne analize, highlights, vse veste, kaj lahko tukaj pričakujete. Ne? Lepo povabljeni. Ja, Dallas se mi zdi tukaj v tej seriji proti OKC-u zdaj le favorit. Prvi zaradi tega, ker ima neprimerno več izkušenj z igranjem končnice kot pa nasprotniki. Zdaj ne bi jaz podcenjeval OKC-a, niti slučajno. Neko vlogo, neko spoštovanje jim absolutno treba dati. Mlada ekipa je končala prva na zahodu, na močnem zahodu, na močnejšem zahodu, in so štartali v končnico iz prvega mesta. Shai igra odlično, to ni dobena skrivnost, v bistvu velja za top 3 kandidata za MVP-ja in mislim, da bo končal celo na drugem mestu, pred Luko in za Jokićem. To je ena moja napoved, ki pa mislim, da pride ven še to noč, če se ne motim. Dajte me tukaj popraviti, če se motim, sicer bo pa jasno vsak čas. Pol pa tale zadeva z Luko, kar mene zelo skrbi, ne. Res me skrbi, pa ne toliko zdaj tale končnica, ker bo on že stisnil v zobe, kako daleč bo pač Dallas prišel, ampak dolgoročno. Pred nami za Slovenijo je tako pomembno poletje, da, kaj bi vam govoril, vse vemo vsi, kvalifikacije za olimpijske igre. To je prvo, kar je. Drugo pa potencialno nastup na samih igrah, ne. Zdaj prvo bo treba skočiti, potem pa reči hop, ne. Glih obratno. Prvo bo treba reči hop, pol pa skočiti. Pizda, se tak zmeto, nema veze. V glavnem, Fora je o tem, da Luka že na glas govori, da počitka oziroma časa za počitek ni in da bo potrebno enkrat ta počitek najti in regenerira dokončno tole poškodbo, ki se zdaj že nekaj časa vleče. In takšna poškodba, kot je, ko sem malo raziskoval, več tednov bo potrebnih zdaj, da bi pa več tednov Luka imel časa, ja, edino poleti se ponuja tole priložnost in poleti je reprezentanca. Tako da me iskreno skrbi, če se bo letos Luka odločil za reprezentanco. Ni samo to, on si je ustvaril družino z Ana-Marijo, ima otroka. Več časa seveda hoče z Gabrielo in pa z Ana-Marijo preživeti. To so ene take čisto življenjske zadeve, ki nas kot navijače lahko skrbijo, ga pa hkrati razumem, ne. Hkrati ga pri Dallasu, to je zelo pomembno dejstvo, plačujejo in plačujejo ga masne denarje. Njegovo plača bo letos še povečana, govori se celo o 80 milijonih, ne, na leto, ja. On naj bi bil prvi v zgodovini lige NBA, ki bo plačan 80 milijonov. Tako da tole mene skrbi, koliko bo on pripravljen za poletje, za slovensko reprezentanco, ker eno je imeti Luko v reprezentanci, drugo pa je, ko ga nimaš. In ko ga nimaš, grdo se sliši, ampak potem se z vsem dolžnim spoštovanjem do ostalih, pa verjamem, da se ostali tega tudi zavedajo, lahko že odpikamo olimpijske igre, ne. Zdaj že malo gledam v prihodnost, ampak ja, lejte.
Dogaja se pa komaj končnica NBA. Danes štartamo ob 3:30 natančneje proti Oklahomi. Malenko se bojim, ker je prišel tale odmor zdajle za Dallas, da bo prva tekma podobna tisti proti LA Clippersom. OKC ima imel neprimerno več časa za pripravo in pa počitka. Ne bi si želel takšnega starta, no, ker je bil tisto gladki poraz. Sreči edini takšen, ki je zaznamoval, mislim, ki je dal vetra, no, dalo se, da tako rečem. Vemo vsi, bila je serija končana 4:2, torej bil je še en poraz, ampak nič takšnega, suvereno so končali, ne. OKC, ko bo izgubil prvo srečanje, v tem primeru doma, skoraj upam napovedati, da vsaj eno zdajle v teh dveh tekmah bo. Verjamem, da bojo začutili malo nervoze, ko sem se že prej govoril o tem in bi se zdaj nazaj navezal, ne. Gre za tele izkušnje oziroma pomankanje le teh pri OKC-ju. Tudi ko bo prišla malo močnejša tekma, malo bolj nervozna, malo bolj egal, ne vidim situacije, da se bodo gladko rešili, posebno proti Dallasu, ki je zadnje čase strnil svojo igro v obrambi, kar me nadvse veseli. Pa ja, dajem tudi tukaj kredit malo Kidu oziroma njegove ekipi. Edino sprašujem se, kaj so delali v rednem delu sezone, ker bi imeli verjetno še malo boljše izhodišče zdaj v končnici, če bi se malo bolj držali igre v obrambi, ko je to štelo v rednem delu sezone, kjer smo izgubljali živce, upravičeno. Hkrati, da ne pozabim, Maxi Kleber je tukaj poškodovan in ga ne bo še naslednje 3 tedne vsaj, medtem ko se Tim Hardaway Jr. vrača. Nekaj smo izgubili, nekaj smo pridobili. Točno tako se je izrazil Jason Kidd pred srečanjem, ne? Zdaj, ko smo ravno pri trenerjih, ful mi je bilo zanimivo odgovor na vprašanje, se pravi trenerja OKC-ja, kako se pripraviti na Luko Dončića, ne? In je izjavil kratko in jedrnato, če se bo Lu Dort prikazal na terenu, je to. Lahko razumemo malo kot provokativno, lahko malo v hecu, lahko pa tudi kot eno zaupanje v svojega varovanca. Je pa treba vedeti, da ko je Lu Dort, ki je izjemen branilec, kar je v bistvu v mojem zadnjem videu lahko vidite, Luka Dončić pokomentiral nedolgo nazaj njegovo igro v obrambi in ga označil za top 3 branilca v ligi. Ko ga Dort krije Dončića, Dončić ne igra tako slabo, ne? V bistvu celo okoli trojnega dvojčka dosega, kar se je v bistvu na zadnjem snidenju teh dveh igralcev celo dobro opazilo, ne. Takrat je Dallas kar prepričljivo zmagal doma, ampak to je povsem nepomembno za jutrišnjo srečanje, ampak samo tako v neko intermeco, no, da tako rečem. Zgodba se začenja iz nule, ne. Zdaj, mnogi se spomnite tudi, da sta se na zadnjem svetovnem prvenstvu srečala Luka in pa Dort, ne, se pravi za Kanado je igral Lu Dort, ne, pa vemo, kako je bilo takrat, žal smo mi potegnili kratko. Kaj menite vi, kako se bo serija začela, kako se bo končala? Vas že zdaj povabim v komentarje spodaj. Hkrati pa še malo pogledamo ostale dvoboje, že Indiana in pa New York sta začela, New York z zmago, da ne govorim, da sta že krepko začela Denver in pa Minnesota, ne? In tale 2-0 Minnesota, no kdo je pa to pričakoval, naj zdigne roko, ne? Ker tist pa je fant od fare. Jaz ne vem, koliko vas je takšnih, sam definitivno ne spadam med te. Pa ne samo to, nego odpihnjeni so bili iz parketa na drugem srečanju pri Denverju. Odpihnjeni? Kakšna obramba! Ja, to pa ni kar tako. Zdaj tale Edwards fant igra odlično. To je treba priznati, ne gre pa zgolj za njega, mislim, tale centrska linija, Reed, pa potem Karl Anthony Towns, da sploh ne govorim, da je Gobert zaradi rojstva prvorojenca manjkal na srečanju, ne, se pravi, tukaj so še rezerve. Ja. Cleveland se je močno namučil v svoji zadnji seriji, 4-3 je bil rezultat proti Magicom. Zanimive zadeve se dogajajo v ozadju, no, da smem pripomniti, za Paul George naj bi se nagibal, da bi šel igrati v Orlando. Tak, da ena zanimivost.
Skratka, Cleveland gre zdaj na Boston v tem dvoboju, mislim, da je Boston kar velik favorit, no, kljub temu, da je prišlo vmes do poškodbe Porzingisa, ampak nema veze. Ja, nič, čakam jaz na tole uro 3:30 vjutro, da se končno začne in da Luka zadane kakšen prvi met za 3 ali pa drugega hkrati, da se malo razbremeni tele slabše forme iz 3, ki pa mislim, da poškodba veliko botruje temu. No. V redu, to bo to, zelo kratki danes. Do naslednjič, Gregor, vas lepo pozdravljam iz Greg Sporta, vabljeni, da se naročite na moj kanal za podobne analize in pa seveda highlights. No. Gremo Dallas, gremo Luka, gremo Kyrie, gremo Kit, gremo, ajde.